prišlo do ideje za to najino predstavo? Kako se je v bistvu vse skupaj začelo? Ja, v bistvu mene je klical Uroš Kovrin, in sicer, da bi s tabo delal eno predstavo, ki naj bi bila zasnovana v bistvu na pripovedovanju, ne. In ker ve, da sva oba taka, da rada kaj poveva, da preveč govoriva očitno, ne, se je spomnil naju, in če sem pripravljen, in meni se je zdelo kar zanimivo, da bi s tabo nekaj takega delal, ne. Pol je pa hitro prišlo do mene, da si ti že nekaj naredil, ne. Kako je to bilo? V bistvu zelo podoben je do mene pristopil, ne, in sem bil seveda ves navdušen. Sem rekel, to bi bilo super. Sem rekel, imava kakšno temo, imaš kakšno idejo ali kar po svoje? Je rekel, ne, veš kaj, ne vem zakaj, ampak zdi se mi, da bi bilo zelo fajn, da bi se nekako vezali na drugo svetovno vojno. Je rekel, ne vem zakaj, ampak to mi je nekako tako dobro zazvenelo. In potem je celo enkrat povedal, saj nama je skupaj povedal neko zgodbo o neki ženski na drugo svetovno vojno. To je bilo pozneje, ja, takrat mi je ni povedal. In v bistvu sem se jaz takrat, pol, ko mi je to omenil drugo svetovno vojno, spomnil na zgodbo moje družine, ki jo v bistvu nikoli nisem čisto dobro poznal, ker je tako mama zavijala v eno tako skrivnost, nikoli se ni tako čisto pogovorila o tem z mano in me je zmeraj malo zanimalo. In sem potem rekel, da bi bilo fajn to malo raziskati, in sem se pogovarjal potem z eno teto, še z mamo malo takrat, no, in v bistvu sem sestavil tako neko osnovo za to zgodbo. In glih, ko sem se tega lotil, me je Tomi Janežič prosil, če bi lahko za njegov ta psihodramski festival, ki ga ima na Hruščah, naredil en večer neko zgodbo, in sem rekel, super, to je priložnost, da jaz tole sestavim skupaj in prehitim Gregata, ne. In v bistvu je tako nastal, ja, ta moj del, no. Tako da v bistvu, ko sva se prvič dobila, sem jaz že kar imel, ne, nekaj, ne. In potem sva se lotila, ne. In si bil ti si imel malo težjo štartno pozicijo, ne. Kaj pa vem, v bistvu ne, meni se je zdela lažja, ne. Veš, meni je bilo, mislim, ko sem prvič prebral, oziroma, ja, najprej sem prebral, pol si pa povedal vse to, kar imaš, sem v bistvu zelo hitro videl, pač ti imaš kar kompleksno zgodbo podatkov, čez celo neko časovno obdobje gre vse, v bistvu več let, ne, desetletij v bistvu, ne. In sem vedel, da kot prvo jaz neke take zgodbe nisem imel v drugi svetovni vojni, čisto da bi lahko, veš, se oprijel, da bi imela neko rdečo nit skozi vse, bili so sami neki dogodki. In sem rekel, tule pa vse to pa jaz lahko umestim neke krajše upade, zadeve, ne, in seveda zdaj tule je vojna, tule so smrti, tule so begunci, ne, vse to noter, ne. In sem se nekako oprijel v bistvu te nekih smrti, ke sem v življenju se srečal z njimi, ne, v družini, tako človeških kot seveda tudi živalskih, in tako sem pa, saj veš, ne, na vsaki vaji, ke si ti govoril, sem jaz eno ti predstavil in tako sva pletla v bistvu ta prav gobelin, v bistvu, se mi zdi. S tem, da je zanimivo, ne, da čeprav si nosil tako na začetku, je izgledalo, ke da so zgodbe tako iz čisto enega različnega vira, ne. V bistvu je na koncu izpadlo, da so vse te tvoje zgodbe v bistvu blazno lepo povezane, ne. Ja. To me je čisto fasciniralo. V bistvu nikoli nisem vedel, a si to zanalašč delal ali je tako malo napol slučajno tako izpadlo? Veš, da, mislim, tule, a veš, pač drugo, kar je mene v bistvu, kar sem opazil, je bilo, a veš, to tvoje zgodbe se dogajajo tam na Bizeljskem, ne. Takoj sem videl te neke oštarije, te neke običaje, ki so v bistvu dosti taki, kot jih tudi jaz poznam v svoji družini, od svojih prednikov, od svojih staršev, starih staršev in nekako sem v bistvu pol dobesedno šel, a veš, skozi asociacije, ki sem jih prek tebe dobival, ne.
Se pravi, zdaj, to niso take direktne asociacije, ampak, a veš, sem se spomnil, ti imaš pet, jaz sem se spomnil, kako smo mi peli, razumeš, kdaj, a veš, po drugi strani tudi seveda, ne, te vaje, se veš, kako so se to delali, ne. Preden si ti začel, so že 5 drugih zgodb povedali, se pravi, kar naenkrat je bilo tudi iz tega, ne, veš, ti si govoril o tem, kako v bistvu si bil vedno, ko ti je kdo umrl, recimo dedek si bil v vojski, ta odsotnost, ne. In seveda moja asociacija je bila pa ta, kako sem bil pa jaz v bistvu v dost stvareh v smislu teh smrti prisoten, ne. Veš, kako pač sem bil v bistvu zraven pri smrti strica in tako dalje, ne. Tako da to so te asociacije, ki je lahko nekaj istega, lahko nekaj popolnoma kontra, ne. Ampak v bistvu, a veš, ker so pa nekako isto misel skozi zasledovali, ne. In ko so se seveda tako limali na tvoje, so pa nehote neko podobno jedro vlekle skozi celo v bistvu to najno ustvarjanje, bom rekel. No, pa morava tudi pohvaliti najine producente, ne, Moment pa glej, ne, niso naju čist pustili, ne, so celo ene 3-krat, ne, so prišli tako malo na kontrolko in so nama rekli, tle, to je malo preveč, to je malo premalo, ne, so nama malo pomagali. Ja, mislim, meni moram reči, da mi je bilo to kar všeč, da smo imeli skozi to neko oko, ne. Če ne drugega, ne, zdaj sva se strinjala ali se nisva se strinjala s tem, kar so rekli, ampak vseeno je bilo pa to nekaj, kar pač neka kontrola, ki nama je pomagala, se mi zdi, tako. Pa tudi neka potrditev, da ga nisva čisto strinjala. In tudi sva videla, pač kako ene stvari, ki so nama jasne, niso jasne. In sva tudi vedela, kdaj je mogoče boljš, da jih ne pojasnjujeva preveč, kdaj je boljš, da so malo nejasne, ne. Jaz mislim, da sva dosti povedala, več ne smeva, ker bo drugače spoiler, ne, tako da pridite pa si pogledajte predstavo, se vidimo, ne. Pa pol po predstavi, mislim, to pa lahko poveva, ne. Seveda. Kaj je po predstavi? Po predstavi je pa ena taka spontana zakuska, ne. Tako, prineseva vino, pa... Taka podeželski narezek. Tako, in se imamo fajn in se še malo pogovarjamo.